majhni vasici blizu Ljutomera si je 4-članska družina zasnovala velik vrt. Najprej sta lastnika tik ob hiši zasadila živo mejo iz kleka, nato pa je vrt rasel in se kar precej razrasel. Gospodar je medtem postal mojster oblikovanja kamna, njegova žena pa se je izučila za vrtnarico, ki s prefinjenim čutom izbira, zasaja in oblikuje rastline. Glavna značilnost prostranega terasastega vrta, ki je začel nastajati pred približno 20 leti, je njegova razdeljenost na sobane. Vsaka od sob predstavlja zaključeno celoto. Vrtne sobane na parceli so ponekod razmejene z gostimi grmovnicami in vzpenjavkami, drugod živo mejo, pergolo in zidovi, ki jih je sezidal lastnik vrta. Prav v vsaki od vrtnih soban je kakšen masiven element ali pohištvo, ki je delo domačega mojstra. Pred 5 leti je nastala ta imenitna miza z vrtljivim pladnjem. Izdelana je iz brušenega in poliranega granita. Posebnost pa je ta, da so jo pritrdili kar na kolesni ležaj, zato se tudi tako lepo vrti, brez da bi jo sploh podmazovali. Noge mize in stolov so iz kovanega železa in vroče pocinkane, da so zaščitene pred korozijo. Miza je težka, zato je domači čez zimo ne odnesejo v hišo. Ker je granit izjemno trden, mu niti dež, toča ali sneg ne pridajo do živega. Po obedovanju lastniki vrta mizo zgolj obrišejo z vlažno krpo in že je videti kot nova. Okolica je očarljiva tudi zaradi ljubko pristriženih grmovnic. Lastnica vrta je nekoč, ko je imela več časa, grmovnice s škarjami oblikovala tudi po 4-krat letno. Zdaj jih postriže 2-krat, maja in avgusta. Najprimernejši za oblikovanje na tem vrtu so pušpani, brini in tuja. Slikovito pot iz zelene sobane, ki je najbližje hiši, na vzponu krasita lesena klop in pergola. Le nekaj stopnic iz železniških pragov in granitnih kock je treba prehoditi in že smo na mestu, ki bi mu v hiši rekli srce doma. Tega prostora bi se razveselila marsikatera kuharica ali kuhar. Letna kuhinja, ki je nastala pod rokami domačega mojstra, je izjemno vabljiva tako za goste, kot tudi domače, ki tu pripravljajo ozimnico in najrazličnejše piknike in različne dogodke na prostem. Pomivalno korito je iz 500 kg težkega granitnega kamna in lastnik ga je kar pripeljal domov, ga postavil na opečnato podlago in začel brusiti s posebno brusilko, tako da je izdelal zelo plemenit kamen. Rustikalni pridih prostoru daje tudi omara z drobnimi ornamenti, ki jo krasijo, pa stara miza. Posebna v tem prostoru so tudi tla, ki so iz starih cementnih ploščic. Lastniki vrta so jih dobili pri prijateljih, ki so rušili staro hišo. Tudi vrtne poti so pomemben del urejenega okolja. Potke so ponekod iz velikih kosov peščenjaka, drugod iz sivih granitnih kock, mestoma pa iz črnega kamna. Stopnice so lesene, terasa ob hiši je iz brušenega granita. Korak je najbolj trden in stabilen na granitnih kockah in grobem peščenjaku. Na najbolj oddaljenem delu zemljišča na spodnji terasi se je še pred dobrim desetletjem raztezal travnik. Lastnika vrta pri Ljutomeru sta se odločila, da omenjeni predel uredita tako, da ga bo družina vsak dan z veseljem obiskovala. Zato sta tam zasnovala ledvičast ribnik, ki ga obdaja 4 tone skal. Smo pri ribniku, v katerem je 50 000 litrov vode, ogromno tudi skal in zdaj ravno v njem cvetijo čudoviti lokvanji. Tukaj zadaj na podestu so nekoč lastniki imeli kar marelo oziroma senčnik, ki ga je bilo treba odpirati in zapirati vsak dan, ker pa je to najbolj oddaljen del vrta
in je vsakič, ko je pihal veter ali deževalo, bilo treba teči sem, so se odločili, da si olajšajo delo in so postavili lesen nadstrešek. Voda se v ribnik steka prek kamnite struge, ki je del skalnjaka. Na njem je med številnimi drevninami posejan tudi miniaturni brin z imenom Neumann, ki zraste le milimeter na leto. Lastniki vrta so številne rabljene in odpadne materiale, ki so drugod odslužili svojemu namenu, vešče vkomponirali v okolico. Ograje, zidovi in romantični kotiček na koncu vrta so sezidani iz stare opeke, ki so jo po zidarskem delu premazali z zaščitnim oljem. Ker je opeka porozna, vanjo postopoma prodira vlaga, zato iz leta v leto dobiva starinski žametni nadih. 20 let je obdobje, v katerem se drevesa in grmovnice močno razrastejo. Še pred nekaj leti so tod uspevale rastline za sonce, zdaj pa goste krošnje ustvarjajo senco, zato domači postopoma na vrt zasajajo sencoljubne rastline. Lastnika vrta vsako leto poskrbita za kakšno spremembo v okolici hiše. Tako sta si poleg pergole in letne kuhinje nedavno umislila tudi visoko gredo na zelenjavnem vrtu. Zatrjujeta namreč, da si je treba delo z vrtninami in okrasnimi rastlinami čim bolj olajšati. Zato tudi na okrasnih gredah vse raje zasajata rastline, ki so manj zahtevne in trpežne. Hortenzije in anemone zagotovo spadajo mednje. Z raznolikim izborom rastlin in materialov ima vrt, ne glede na to, v katero od zelenih soban se odpravita, vzbuja ponos in veselje.